Kot skupni zborniki poezije, časopisi in druge publikacije so bili tudi slovenski začetki radijskih programov na multikulturnem SBS-u označeni s predznakom JU. No in leta 1973 se je to začelo in prva slovenska oddaja je bila 13. marca leta 1973. Slovensko oddajo sem pravzaprav začel jaz pod vodstvom oziroma okriljem Slovenskega društva Melbourne. In prva slovenska oddaja je bila zelo kratka, samo 15-minutna na teden. Potem smo tudi druge narode Jugoslavije imeli, torej vseh drugih 5 republik in vsaka je imela svojo oddajo. In čisto prvi koordinator te slovenske jugoslovanske, tako zvane jugoslovanske oddaje, sem bil jaz pravzaprav. In Slovenci smo pač bili na tem, da smo lahko začeli s tem, da smo lahko podpirali vlado v prizadevanjih za slovenstvo oziroma za multikulturo. Jaz sem bil popolnoma nevtralen v tem, poročila sem dajal tista, ki so prihajala od Matice, ki sem jih dobil iz drugih časopisov ali iz drugih virov, agencij iz Nemčije, iz Italije in Francije, in tako da sem, kolikor se je dalo, bil nevtralen in sem imel zelo malo očitkov. Jaz nisem pravzaprav imel nobenih pripetljajev, da bi karkoli mi lahko nekdo očital zaradi poročil, posebno iz Jugoslavije. Na radiju v Melbourneu je 3 leta delala tudi današnja glavna urednica odmevnega Glasu Slovenije. Jaz sem prišla sem, lahko rečem, velika Jugoslovanka. So me pa potem nekateri se hoteli znebiti tudi z radija in so v meni videli komunista, pa ne vem, kaj so si vse izmišljavali. Tako da sem jaz preživljala zelo težke trenutke takrat. Tudi na moje zdravje je malo to vse skupaj vplivalo takrat. So mislim, stvari, ki so za daljše zgodbe. No, v glavnem, to je trajalo vse nekako do 88. leta, ko sem jaz prišla domov v Jugoslavijo, v Slovenijo in sem takrat doživljala četverico, doživljala sem 20. CK, to sednico, no, sejo v Beogradu in jaz sem takrat začela slediti, tudi se politično zanimati za te vse stvari, začela sem pisati razne članke o teh vseh zadevah in sem se vrnila. Vrnila sem se 88. leta, sem šla, bi rekla, skozi svoj premik notranji, zelo boleč premik in lahko rečem, da je Milošević takrat v meni ubil vsako simpatijo ali karkoli jugoslovanstvo. Biti ali ne biti Jugoslovan, sem jaz takrat članek napisala za prvo številko Demokracije. In takrat sem jaz ostala samo res Slovenka in mogoče malo nacionalistična Slovenka. Vse zamere so bile vsaj na videz pozabljene ob osamosvajanju Slovenije. Definitivno se je nekaj spremenilo. Prej so gotova društva ožigosali kot rdeča ali kot črna ali kakorkoli, posebno versko središče, ampak sedaj po osamosvojitvi je vse to nekako prenehalo. Tega danes ni več. Vzpostavljeni so stiki in mi zelo lepo sodelujemo z Univerzitetno knjižnico v Ljubljani. Jaz sem bila 96. leta v Sloveniji, smo napravili velike kontakte in že takrat sem jim jaz posredovala naš slovenski vestnik, ki je izhajal pri društvu za par let. Ravno tako mislim, da je bilo par drugih knjig. In tudi oni nam dajo stvari, ki jih mi rabimo tukaj. Tako da je ta izmenjava izredno dobra. Druga generacija in tretja generacija dosti obiskuje Slovenijo. Recimo, jaz sem prodajal Učimo se slovensko, Let's Learn Slovenian. In to so me klicali ljudje, ki sploh niso besede slovenske govorili, ampak so hoteli Slovenijo, svojo ženo, pokazati svojim otrokom izvor svojih staršev in tako naprej. Včasih je v Avstraliji pomenil zaslužek veliko več kot danes.
Meni da to misli, da je samo Slovenija prišla dosti naprej, da je Slovenija napredovala v naravnem, v ekonomskem smislu v glavnem, ali bo to dobro za slovenstvo samo, ali bo to dobro za slovensko kulturo, za slovensko prisotnost v svetu, je pa drugo vprašanje. Pogled na Slovenijo z razdalje nekaj 10.000 kilometrov je včasih bolj izostren. Po drugi strani pa mi stare celine laže vidimo, kako hitro in usodno usiha slovenska izseljenska prisotnost v multikulturni Avstraliji. V Melbourneu je vsakoletni festival pisateljev, kamor pridejo pisatelji iz vsega sveta, ampak Slovencev na njem nisem zasledila in tudi drugače. Mislim, da Avstralci ne poznajo slovenske književnosti, kar je pa razumljivo, ker marsikdo tudi ne ve, kje Slovenija je. Tako da bi bili zelo zahtevni in zelo optimistični, če bi mislili, da bodo poznali kakšnega našega pesnika ali pisatelja. Tudi Prešerna ne poznajo. Poznajo edino toliko, kolikor mi kot posamezniki razširjamo to. In to poskušam delati. Jaz, na primer, na vsako potovanje vzamem s sabo male brošurice v Sloveniji, razlagam vsakmu, ko me hoče poslušati v našem čudovitem jeziku, ki ima skoraj edini med jeziki dvojino, ki je moraš biti ponosen na to, kar si. In potem mislim, da se s tem, da se največ, kakor se hecno sliši z ustnim izročilom, potem to širi naprej s tvojim entuziazmom, strastjo, potem lahko prepričaš, ja, mi smo krasen narod, imamo čudovito deželo in imamo izjemen jezik.